Najlepša hvala Steklarski godbi, ki vedno ponosno popestri sprejeme naših veslaških mojstrov. Godbeniki, zaenkrat najlepša hvala. Spoštovane obiskovalke, cenjeni obiskovalci, ko takole pogledam po zbrani množici, vidim mnogo znanih obrazov, takšnih, ki se srečujemo vsak dan na ulicah Hrastnika, takšnih, ki Petra podpiramo na vse mogoče načine. Z vsemi vami se srečujemo seveda tudi ob spremljanju vedno razborljivih tekem, na katerih tekmuje naš današnji glavni protagonist, čeprav vsak pred svojim zaslonom. Kaj bomo lepo rečili? Spet in znova smo se zbrali, da pozdravimo sokrajana z največ žlahtnimi kovinami z največjih svetovnih tekmovanj. Zato dovolite, da najprej pozdravimo navijačice in navijače Petra ter brodarskega društva Steklarne Hrastnik, ki so tako srčni, da spremljajo Petra na tekmah po vsem svetu. Lep pozdrav tudi vsem ostalim cenjenim gostom ter udeležencem današnje svečanosti. Prav vsak izmed vas je po svoje pripomogel k temu, da smo ponovno dočakali tako vrhunski uspeh slovenskega ter hrastniškega športa, tokrat bronastega. Pero je bil za kakšno minuto tudi zlat, ampak saj veste, kako pravijo, skoraj še nikoli nihče ni zajca ujel. Ampak mi smo nanj ponosni in to bomo pokazali tudi tokrat. Preden pa našega junaka pozdravim na odru, dajmo najprej prostor še eni čudoviti melodiji, ki bodo zaigrali steklarski godbeniki pod vodstvom Jožeta Rusa. Zraven si pa lahko ogrejete dlani in roke, da bomo v prihodu z bronom okrašenega Petra kar najbolj bučni in ogreti. Steklarska godba, Jože Rus in znana slovenska. Hvala lepa. Hvala lepa godbeniki, zdaj ste pa prosti.
Vse vas vabim malo bližje sem, ker zdaj imamo veliko prostora. 100-kratnega svetovnega prvenstva je Pero prinesel kar 2 bronasti medalji. Najprej je padla prva v ekipni vožnji, nato pa še druga v posamični tekmi. Kateri je bolj vesel, bo povedal sam. Eno je gotovo, boril se je kot lev na obeh tekmah. Verjamem, da ste vsi tukaj spremljali vsaj njegov finalni nastop. Mi smo danes pripravili tudi projekcijo video njegove polfinalne in finalne vožnje, ampak ker je trenutno vedljivost še zelo slaba, bomo vožnji predvajali kasneje. Zato zdaj vabim na oder naše goste, folk idole. In folk idoli bodo zaigrali kot prvo eno tako, ki jo vsi poznate in tako, ki velja za našega Peroda. Kako gre tisto? Kaj že? Simply the best in folk idoli. Simply the best. You're better than
hvala, jo sledimo. You're the best. Ajde! You're better than all the rest. You're better than anyone. Anyone I ever. Gremo še enkrat, zdaj pa res vsi skupaj. You're the best. Hop, 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 hop! You're better than all the rest. You're better than anyone. Anyone I ever met. You're the best. You're better than all the rest. You're better than anyone. Anyone I ever met. Oh, I'm stuck on your heart. I hang on every word you say. Oh, dear Vamos, mujer. God. Oh, baby, I would rather be dead. Ooh, you're the best. Je! Hvala, Fojki Dolom! Dela. Prosim, če ga vžgeš. Ne, zdaj si ga ugasnil, zdaj si ga požgal. Ok, dobro. Ok. Zdaj le bom povedal stavek, ki sem ga že vsaj na 4 sprejemih prej. Peter Kauzer je junak, ki je ime Hrastnika daleč najbolj odmevno ponesel v svet. Ne vem, če so v kateremkoli kraju v Sloveniji v tako kratkem obdobju eden za drugim pripravljali sprejeme za svojega krajana. Pripravili smo sprejem za evropskega prvaka, potem dvakrat za svetovnega prvaka, dobro leto nazaj sprejem za olimpijsko kolajno, danes za dvojni bron na svetovnem prvenstvu, ampak Pero, mi se očitno... Ja, mislim, da se splača zaploskati, ja. Mi se očitno še nismo naveličali. Saj ves vidim, kako vsi izbrani že nestrpno čakate njegov govor in vse. Pa dajmo še enkrat vsi skupaj en topu pozdrav bronastemu, dvakrat bronastemu, srebrnemu, olimpijskemu, dvakratnemu svetovnemu prvaku, evropskemu prvaku Petru Kauzerju. Hvala. Kapse, Peter, Pero. Samo 3 kratka vprašanja imam danes zate. Na prejšnjih sprejemih smo te zgleda že vse vprašali. Torej prvo. A se ne da več, odkar so penzioni ali kaj? No, resno naprej, prosim. Koliko kolajn si še obljubil Noli, da jih prineseš domov? Samo toliko, da vemo, koliko sprejemov nas še čaka v prihodnje. Vana, jaz nisem lani obljubil, presenečen, jaz nisem obljubil kolajn, sem ben ni vedel, kaj sem obljubil. Ja, tako je. Ampak imaš pa še kak načrt za kakšno medaljo za naprej? Ja. V redu. Bomo videli, ne? Gostobeseden. Prej smo govorili, da si se boril kot lev, ne? Ampak zagotovo za tisti tvoj dotik zdajle ni bila kriva levja griva, ne? Tudi kak las ni bil vmes, tudi kakšna huda mišica ni bila vmes, ampak je bil en drug človeški organ. Kaj je bilo že to? Kot členk. Tisti dotik za 2 sekundi na zadnjem svetovnem prvenstvu. Ne, ni bil prstan, ne. Ne veslam s prstanom, tako da je lahko žena mirna, veš. No, seveda, dotik ni bil s prstanom, Janja, nisi kriva. V redu, hvala lepa. Kaj je prvo, kar ti pade na pamet, če ti rečem številko 17? Je že kar neki cajt, ko sem bil tukaj strmo. Ja, očitno. Še kaj drugega? Ne. Jaz sem pa zvedel, da ti manjkajo še 3 kolajne iz največjih tekmovanj, da bo številka 17.
14 kolajn z največjih. Ja, pa 6, da jih bo 20, a ne? Ampak jaz sem mislil to za prihodnje leto še 3, no. Ja ne, vse prihodne leto so v bistvu 4 možne. Pa saj 3 zlate naj bojo, no. Ma, kukar bo, če bo kaj, bo super, če pa ne bo, pa tudi ne bo konc sveta, ne? Ok, nekaj bolj resnega. Prosim, če s svojim besedam poveš, kako si ti to doživljal, to zadnjo tekmo. Mi smo namreč videli tisti polfinale. Ta polfinale bo šel anale kot ena tekem, ki jih do zdaj še morda nihče v življenju ni odpeljal tako, kot si ti. Ker 3,99 sekunde pred naslednjim, to je nekaj, ker tudi nekaj moramo vedeti, ne? Tisto, s katerim je Peter veslal, niso bili ni vaški veslači, ampak to je bilo cvet 40 najboljših svetovnih kajakašev. In vse, torej drugega za sabo, za tako razliko, to je nekaj hudega. In potem smo videli, med polfinalom in finalom se je Peter lepo v legu pa sladko zaspal. Ljudem malo pove v tem, no, kako je bilo. Ja, prvo kot prvo, ne glede na to na les kolajne, jaz sem izredno ponosen v prvi vrsti na vožnje, ki sem jih naredil na svetovnem prvenstvu in na polfinalno in pol na finalno. Tako da v bistvu zaradi takih vožnj še kar ustrajam, ker tudi uživam v tem, da vse to sem ni videl, ne, sam jaz sem se v glavu zelo smejal dol čez progo, ne, sam se, ker mi je bilo tako fajn, ne, tako da dokler bojo take vožnje, bom jaz zadovoljen ne glede na rezultat. Tako da na koncu pa tako, veš, sliš malo možnosti drugim, da te prehtijo, ne, pa je to pač dotik in na koncu me prehteli. Ja, pa ko polfinali nisem benem pustil možnost, da te Jaz prehti. sem mogoče, če bil 17 star, bi tu še zlaufal, zdaj pa sem že tako star, pa malo težje, veš. Ampak ena stvar, lej, 34 let, se pravi 2x17, ne? In zopet, A veš, da tu se žensk ne sprašuje, koliko je stara. kdaj si pa ti dama? No, lej, če si me zmedel. Torej, lej, izkušen, med najstarejšimi tekmovalci, še vedno najhitrejši na sveti. Možnost zmage drugemu daš, če ti narediš napako. Torej, če ti odpelješ vožnjo brez napake, drugi nimajo šans. Ampak, ko si naredil napako, si videl sodnika in kaj si naredil? Po sem napako še naredil, ko sem posurfal v kontravrate. Ampak sodnika si pogledal Ja, se zato, ja. in je naredil napako zaradi... Ne, zdaj tako, A da- ti je sodnik dopadel? Ali njegova dvigena roka? Ne, jaz sem mislil, da je sodnica, veš, po sem povedal, da je bil sodnik. V redu. Ne, zdaj, da nekaj razjasnimo, ne, dotik je bil, jaz, ko sem prišel v cilj, sem mislil, da sem z dotikom zmagal, ampak nažalost to ni bilo res. Nisem ga sicer čutil, videl sem pa res, koliko si rekel sodnika v kotu očesa, da je roko dvignil, sem rekel, pa bojo manj držajal, vse sem imel še pol minute ali pa še kaj več do cilja, tako da, pa niso, ne. Ja, ne. Nažalost, ampak kaj češ, tako je. No ja, v redu. Peter, junak, Hvala. Saša, pridi pomagat. V Franciji nismo slišali slovenske himne, ampak za tisto minuto... Ja, smo jo! Ja, ampak ne v slalomu. Ja, smo jo! Ja, lega tamlega imaš svetovnega prvaka. Pa Benita. za tvoje ime. Ja. Benija bomo kasneje obravnavali. Okej. Pero to ni bila odigrana slovenska himna, čeprav smo minuto vsi mislili, kako bo. Vse je bila Beniju pol, ampak mi smo vsi bolj domači, lokal patrioti. Zato bo pa zdajle Saša zapela našo himno. Vi pa vsi pomagite, če se le da, naj sliš Slovenija, da znamo Hrastničani tudi pet. Živi naj vsi narodi, ki hrepeni dočakat dan. Da koder sonce hodi, prepiri sveta bo pregnal. Da rojak prost bo vsak, ne vrag, le sosed bo mejak. Da rojak prost bo vsak, ne vrag, le sosed bo, ne vrag, le sosed bo mejak.
Hvala, Saša. Bravo, Hrastnik. Predno damo besedo vsem tistim, ki danes pridejo na naši sredi, toplo pozdravim tudi predsednika Republike Slovenije, gospoda Boruta Pahorja. Kaj noge bolijo? Za predsednika je namreč 611 km prehojene poti do danes. Srečno pot še naprej in vse dobro, mi pa nadaljujemo z našim programom. Zupi, Pero ti je mikrofon crknil. Na tega letule je v redu? Ena, dva, ja. Ekoj bo dal ven. Torej, noben šport ne obstaja naprej brez srčnosti tekmovalcev, še manj pa brez tistih, ki po svojih močeh omogočajo delovanje društev, v katerih delujejo tekmovalci. Zato bomo danes na kratko dali besedo vsem tistim, ki ta prelep vodni šport podpirajo ali z njim živijo že dolga leta. Skupaj, prvo, na oder vabim predsednika Brodarskega društva Steklarna Hrastnik, gospoda Rado Gnidič. Rado, prosimo, tale mikrofonček je lep, ga poveš. Lep pozdrav vsem, posebno pa še Petru. Na nedavnem svetovnem prvenstvu kajakov in kanujev na divjih vodah v Poju v Franciji je Peter pokazal, iz kakšnega testa je. V finalni vožnji so praktično vsi navijali zanj, od publike, tekmovalcev, trenerjev, funkcionarjev, verjetno ne Čehov, pa Nemcev, so takrat zasedali stopničke, ki je pa Pero prišel skozi cilj, je pa Daniele Monmenti z navdušenja spustil solze in to vse pove v njegovi veličini. Še enkrat, čestitke, Pero. Hvala predsedniku. Pero, ni samo še puščiť, še nekaj pozdrav. Predsednik Krajevne skupnosti Steklarne Hrastnik, Adi Zaletel. Spoštovani častni občan, Pero, spoštovani srebrni olimpijec, spoštovani dvakratni svetovni prvak in dobitnik 2 bronastih kolajn. Zame je ena pozlačena, tista je ta prava. Dokazal si, da si najboljši, najhitrejši, najboljši kajakaš na svetu. In veliko čast mi je, da ti lahko v imenu Krajevne skupnosti Steklarna in v svojem imenu iskreno čestitam in ti želim še veliko medalj in uspehov. Pero, hvala za vse. Hvala lepa. Predstavnica generalnega sponzorja Steklarne Hrastnik, gospa Magdalena Šurina, prosim. Dobar dan, pozdravljeni še z moje strani. V imenu Steklarne Hrastnik, v imenu dolgoletnega generalnega sponzorja Brodarskega društva izrekam gospodu eno iskreno čestitko, zahvalo za vse dosedanje uspehe in želimo mu vse lepo tudi na poti naprej. Tako sramežljiva je danes Magdi. Ja, hvala Magdi. A še kdo med vami, jaz vem, da bi vsi rad roko stisnili pa povedali Petru, kaj je spodbudnega, ne? Ampak imamo pa še predstavnike zvez. In prvi med nami predsednik Kajakaške zveze Slovenije, gospod Andrej Ribič. Ob njem seveda Andrej Jelenc, šef reprezentanci in vsega okoli. Direktor. Jaz bom zelo kratek, Pero. Vse čestitke iz srca, iz Slovenske zveze kajakaške
spominjaš na mene na vino. Bolj si star, boljši si. In pa še dober. Tako da upam, da bo to tako naprej. Čas teče, tebi obljubil si, da boš čez 4 leta nastopil na olimpijskih igrah. Do takrat ima samo še slaba 3 leta. Tako da mislim, da se bomo še večkrat kole srečali v naslednjih letih do olimpijskih iger, ki se danes. Hvala. Čestitam. Ne vem, kaj je bilo povedano na uho. Jaz bom pa Petru izročil še eno majčko, ki mislim, da si jo zasluži. In to je majčka VIP od Kajakaške zveze. Dovolj mi, da čestitamo še drugemu članu tvoje družine, tvojemu očetu. Aja, kje pa je? A se je skril? Ni problema, za trenerje in ostale bomo dali še kasneje nekaj gor. Podpredsednik Olimpijskega komiteja Slovenije, gospod Iztok Čop je med nami. Pozdrav, prvič v taki vlogi na kajakaškem dogodku. Prvič tudi v Rekelcu, ponovadi smo bili večkrat bolj sproščeni, ampak jaz bom takole rekel, Pero, zdaj sem malo gruntal nazaj, če se spomniš, kaj sem lani v Riju rekel, spremljal sem te, videl sem te v Pekingu, v Londonu, lani v Riju sem rekel, da si mi čist drugače delal, malo vem, ko se športnik počuti pred štartom in meni se zdi, da si že pred tem verjetno dozoril, tudi vidim otroka, miren si, tako da jaz sem prepričan, tako kot je bilo že prej rečeno nekaj o vinu. Dokler bo motiv, dokler ne bo poškodb, pa dokler bo doma šefica rekla, da lahko, do takrat jaz mislim, da boste vi mogli tukaj sprejeme delati. Tako da, srečno še naprej. Bravo, Iztok. Hvala, hvala. Ja, lej, vse smo fajnega vzornika, ne? Bravo, Iztok. In še nekdo je z nami, največji hrastniški prijatelj športa, gospod župan, Miran Jerič. Hvala lepa za besedo. Jaz za razliko od Iztoka imam to prijetno čast in veselje, da velikokrat nagovorim in čestitam Perotu na vseh teh sprejemih, ki smo jih imeli v zadnjih letih v čast Perota, njegovih uspehov, veliko jih je bilo in jaz sem prepričan, da jih bo veliko še v prihodnje. Zdaj, na svetovnem prvenstvu je Pero še enkrat dokazal, da po mojem mnenju, da je moralni zmagovalec tega svetovnega prvenstva. Njegove 2 vožnje iz polfinala in finala so bile takšne, po mojem, da jih bo kajakaška stroka še nekaj časa proučevala. Tako je peljal samo še Beni, ki je osvojil potem zlato medaljo, tako da Pero, moj poklon, čast. Jaz imam to prijetno dolžnost, da ti danes za obe medalje iz tega zadnjega prvenstva čestitam v imenu vseh občank in občanov Hrastnika, v svojem imenu in seveda zaželim tudi veliko uspehov v prihodnje. Čestitke grejo seveda tudi tvoji družini, ki te podpira pri teh vrhunskih rezultatih, seveda trenerju, ki prihaja, bom rekel, tudi iz teh vrst in vsem tistim, ki ti tako ali drugače stojijo ob strani pri tvoji vrhunski tekmovalni poti, ampak največ je pa na tebi. Na progi si sam in vedno si pokazal, da odpelješ vrhunsko. Pero, veliko uspehov v prihodnje. Naše darilo je, tako kot vedno, v skladu z odlokom in priznanjih. To darilo ti bom izročil, običajno ne kažemo že prej na račun, preden ga jaz izročim, tako da mislim, da je tudi danes tako. Drugo darilo pride pa mečken kasneje, to je pa sladko darilo. Vemo, da ti imaš rad sladko, pa seveda tudi tvoji najmlajši navijači. Imejte se lepo in srečno vsem skupaj. Hvala, Miran. Še en trenutek, predno bo tisto sladko darilo končano.
mislim, prikazano čisto tako. Med nami je tudi vsaj eden član ekipe. Martin Tinček, pej. Žan Jakše se je upravičil, da ne more, ampak Martin Srebotnik. Prav, Martin, čestitke. Tu imate 2 od 3 bronastih, z nami pa je seveda tudi zlat v C1. Beni, Benjamin, Savček, Cimer. 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 Ja, ne, jaz mislim, da sem nekaj drugega rekel, dobro. Beni, čestitke. Takole, zdaj imate 3 od 4 slalomskih medalj tu pred sabo. Lahko jim zaploskate, lahko jih slikate z njimi, čisto tako. Direktor. Očitno je tudi meni crkla tole. Direktor si rekel, da imaš še nekaj za potalati tem 2, preden gremo mi na sladko. Ja, v imenu zveze seveda tudi Martin in Beni, ki je že imel svoj sprejem včeraj v domačem Tacnu, seveda prejmejo priložnostno darilo, tako da še enkrat čestitke vsem našim dobitnikom kolajn, seveda tudi Beni in Martin sta tista, ki si se kakor zaslužita VIP majčko od zveze. Hvala, direktor. Vse tako majico bi jaz tudi imel, direktor, veš? Noče slišati. Torej, hvala lepa vama 2. Skupaj bomo še tukaj ostali, ne vaj skrbeti, ampak ena stvar pa je. Ti mi boš še pa posnel. Pred nami je pa nekaj tamle najbolj slastnega, ne? To je ne vem koliko kilogramska torta, ker vemo, da je Pero zelo sladkosnet, vama se nič ne pozna, da imate rade sladke, meni se to zelo pozna. In poglej, kaj je dalec spodaj. Ampak še nekaj je zraven, ne? A moramo gor dati? Dej, ne? Ko čakaš? Čopče. Sam trenutek. Ampak so rekli, da moraš priti dol pa dol odpirati, ker je gore preveč inštrumentov, pa vsega potem lahko škodo narediš. Pa gremo dol, no? Tule je ogromna torta, jaz se moram pred zvočnika umakniti. Ogromna torta in tule je srebrna penina. Pridite bližje, če upate na torto, ker Pero ima v rokah eno tako hudo močno orožje, včeraj je bil že zelo radodaren, pa je najbolj sam sebe pošprical. A ja, on je nevaren, ker je zaposlen v Slovenski vojski, tako da veste. Torej, penina. Jaz grem tule gor. Evo, zamaški letijo. Kozarci so tule zadaj. In prosim še za nož. In Peter, prosim. A ja, zdaj je tako zdravljica, oprostite. Vsi v vrsto, za vsakega bo nekaj. Kdo bo prvi kos? 3 ste se javili, 4, 7, 9, 13 jih bo dobilo prvi kos, v redu. Ostali pa od številke 13 naprej. Torej, spoštovani, mi, ki smo tule blizu, bomo nazdravili takole. Vam vsem na zdravje, Pero tu. Hvala za vse uspehe, Benitu čestitke za zlato, Martinu za bron. Torej, na zdravje vsem skupaj in Peter, prosim, če odrežeš prvi kos torte, da gredo potem lahko otroci na delo. Prosim pa seveda tudi ansambel, tamle gor imate ime, Folki doli, če počasi pridejo in naredijo tisto, za kar so plačani.
Torej, srečno Hrastnik, veselimo se naprej s Perotom in z vsemi kajakaškimi delavci in vsemi današnjimi gosti. Bodite fajn, za hrano in pijačo je poskrbljeno, vaše pa je, da ste dobre volje. Torej, srečno Hrastnik in srečno Slovenija! Pa na zdravje! Torej, da veste malo, kako se bo dogajalo naprej. Pol urce, Skolki doli, potem film Vožnja Petra Kauzerja s komentarjem strokovnim RTV, pa še kakšen se bo najdel tu blizu, da zna komentirati. In takrat bo imel pa še direktor reprezentanc še eno presenečenje. Ampak najprej pol urce, tudi partizanske lahko, Skolki doli. Srečno! Najprej bi Zupita prosil, če mi da... Aja, ne more. Direkt v glavo. Dobar je. V glavnem, ne vemo, kako je vrhunski šport, vemo pa, kako je polprofesionalni band in vsaka stvar, ki jo človek počne in se mora zelo, zelo odrekati, je na nek način hudičeva pot včasih v peko, ker nič ne dosežeš, drugič je pa pot do uspeha. Petru je uspela pot do uspeha, šel pa je čez eno pot pekla. In takšno pot poznamo vsi, vsak na svoj način, vsi pa čez tale komad, ki ga bomo ravno v ta namen zdaj zaigrali. Zupi, pazi na zvočank, da ne pade stojala. Piči. Living easy, living free. A season ticket for a one-way ride. Asking nothing, let me be.
Drugače tako, ne, prvo pravilo je vedno na vsakem našem nastopu, če ni aplauza, je polurna pauza, tako da boste mogli malo bolj, prosim, pa ne samo za dost, tudi za Perata. In za Perata cel Hrastnik, se pravi. Ne spomaj mala moja muzika dok svira, ena luni rita tikom neka mira. Mama je lega i onda ne spava, niko neće znati da si bila s nama. Čekat ću te još trenutak, dušo moja, a onda ono plesat sam. A onda ono plesat sam. Budite svi te zove, muzika se čuje, daj njamo skrivati, da dušo tuje. Mama je lega i onda ne spava, niko neće znati da si bila s nama. Čekat ću te još trenutak, dušo moja, a onda ono plesat sam. A onda ono plesat sam, jer mana moja bolero. Ne spavaj, mala moja, jer to ti je samo